nastop knjižnic Posavja na področju bralne kulture. Poteka v vseh enotah knjižnice Brežice, Palazorjeve knjižnice Krško in knjižnice Sevnica med 21. marcem in 20. novembrom 2013. Za bralce smo tudi letos izbrali kakovostno leposlovje tako naših kot tujih literarnih ustvarjalcev. Vsem, ki boste prebrali 5 knjig z predlaganega seznama in oddali izpolnjene knjižne kazalke, bomo na zaključni prireditvi jeseni podelili knjižne nagrade. Nocoj vas prav gotovo čaka poseben večer. Zbrani smo namreč na svetovni dan poezije in verjamem, da bo večer tudi poetičen. Z nami je namreč vsestranski slovenski pesnik in pisatelj Vlado Žabot, ki ga prisrčno pozdravljam. Rdeča nit nocojšnjega večera bo njegova knjiga Sveta poroka, v kateri je staroslovanski mit o zelenem Juriju ujel v veličastno epsko pesnitev, ki je prva takšna pri nas. Pogovor z avtorjem bo vodila Janja Rostohar. Beseda je Vanja. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, vsi, ki ste si vzeli čas za ta literarni večer, seveda pa prav lep pozdrav namenjam tudi vam, gospod Vlado Žabot. Dobrodošli v Brežicah. Hvala lepa. Pa tudi z moje strani vsem želim lep večer. Dovolite, da vas v uvodu nekoliko podrobneje predstavim. Naš današnji gost, pisatelj Vlado Žabot, prihaja iz prekmurskega okolja, diplomiral je iz slovenščine in primerjalne književnosti na ljubljanski filozofski fakulteti, dela kot publicist in samostojni književnik. Je pobudnik in organizator vsakoletne nagrade za najboljši slovenski roman Kresnik. Za svoje delo, ki je prevedeno v več jezikov, je med drugim prejel tudi Kresnika za najboljši roman leta in nagrado Prešernovega sklada. Med letoma 2003 in 2007 je deloval tudi kot predsednik Društva slovenskih pisateljev. Izdal je več romanov, zbirko kratke proze, 2 pravljici za otroke in še nekaj del. Sem povedala vse? Vsestranski pisatelj, bova rekla. Napovedali smo predstavitev vaše knjige Sveta poroka, čeprav verjamem, da bova v pogovoru govorila še o marsičem. Mojstrsko ste napisali epsko pesnitev po staroslovanskem mitu. Mit o sveti poroki je pravzaprav vseslovanski mit. Pa vas prosim, da poveste, zakaj ste se lotili tega mita, zakaj pretežno romanopisec napiše epsko pesnitev? Ja, tako je. Slovencem se nam prevečkrat rada dogaja amnezija. Tako ali drugače so ponavadi tuji neki gospodarji na tem ozemlju skozi stoletja poskušali brisati slovenski duhovni spomin. Potem pa razne institucije, razne tudi religija, tudi ideologija, komunisti in tako naprej. Vsak po svoje, kot da bi se čas začenjal z njimi. Vendar pa je človečnost mnogo bolj dragocena in mnogo globlja, kot se nam to včasih zazdi ali kot nam to včasih hočejo prikazati. Namreč gre za tisočletja staro vrednoto, zgodbo, za arhetipe, na katerih so nastavljeni in tudi so zrasli neki miti. No in Sveta poroka je eden od teh mitov, ki je sicer razširjen bil in živ po vsem slovanskem svetu, vendar se je v Sloveniji ohranil v nekaterih fragmentih še dokaj živo. To je tudi pri zelenem Juriju, to je nekih ženitovanjskih običajih živih, pa tudi v motivih, v literarnih motivih, kot je 10. brat, kot je mrtvec pride po ljubico in tako naprej. Skratka, zelo pomembna tema, ki do sedaj ni bila obdelana. Lotil sem se pa je tudi zato, ker sem
v pripravah na roman o 7. stoletju, o Slovanih, o tem nastajanju stika največjih evropskih kultur današnjih, ki se je začel takrat v 7. stoletju. No, sem naletel na ta mit, na rekonstrukcijo tega mita in me je nekako zavezal, nekako dolžnost sem čutil, da ta mit izpostavim kot epsko pesnitev in še posebej v metrumu, v ritmu daktilskega heksametra, ki je pač antični vers, vendar sem ga jaz prilagodil ritmu slovanskega kola, torej 3 dolgi koraki in 2 kratka, sem in tja naprej nazaj, ki se še danes pleše ponekod v Beli krajini, pa tudi drugod po slovanskem svetu. Torej, nekako dolžnost sem čutil, da to staro pesnitev obudim, da zaživi ponovno. Jezika sem pa k sreči toliko imel, da sem zmogel ta heksameter. Ja, poslušalce danes bomo vsekakor skušali spodbuditi, da pesnitev preberejo in da ne bomo povedali preveč. Rekli ste že, da gre za ciklično menjavanje. Dvojčka Jurij in Mara sta ob rojstvu ločena. Potem, ko se srečata, se poročita, poroki sledi tragedija, Mara ubije Jurija. Lahko zgodbo postavimo v sodobni čas. Česa se lahko današnji bralci naučimo iz te zgodbe oziroma iz pesnitve? No, današnji čas se pač težko dogodi, da bi ravno dvojčka, no gre za to, da je pač Perun, ko je Bog sonca bil do ognja in tako naprej, in Veles, Bog podzemlja, sta bila sprta, sta bila v nenehnem konfliktu. Najprej zato, ker je Perun na nek Robin Hoodovski način mu ga oropal, mu je vzel vode, mu je vzel življenje, travo, rasti, potem tudi živine in tako naprej, je to osvobodil in dal ljudem. In on se, ta Perun se več čas altruistično, se pravi, ne egoistično, ampak altruistično spopada s tem božanstvom podzemlja. No, vmes pa je zanimiva Mokoš, ki pa je boginja, žena Perunova in Velesova ljubica. In skozi ta vojna oživlja, mislim, pestri na tak način, da ko zmaga Perun, se ona smuka pri Velesu in to zmaga na nek način obrača v porasen. Skratka, ta Mokoš je taka ena pač ptica, ki se seli. Pesnitev ste, to moramo razložiti, napisali v enem najstarejših evropskih versnih ritmov, daktilskem heksametru, ki ga je uporabil že Homer. Gre za nek privzdignjen, mogočen vers, ki ga v slovenski literaturi ne najdemo. Lahko zdaj na čim bolj poljuden način razložite metrično schemo vaših verzov oziroma ritem, ki ga lahko opazujemo in doživljamo, ko beremo pesnitev. Jaz bom za toliko, da bo razumljivo bolj, bom čisto kratek, ker bom nek prebral. Hej, vriskajte, piskajte, Jurij se z Marico žene. Rože in mlado zelenje mu trosite, ko da pohodil, brezovo lipovo listje in cvetje mu venec mu krono, spletajte deklice, naj mu bo k sreču in v radost neveste, naj se mu vigredna želja privzdigneno, krepko, junaško, sleherno noč izpolnjuje. Z veseljem bo mila mu mlada žena v njeno ležišče postiljala gnezdo ogrela. Hej, vriskajte, piskajte, svate nas vabijo, svate pojdemo, kar nas je živih pod nebo.
Je bilo težko, verjetno bi bilo lažje napisati neko pripovedno besedilo in pač predstaviti ta mit na isto temo in ne upoštevati tega. Zdi se, da je bilo težko. Pri avtorju vse, koliko se jaz poznam kolega, kot tudi predvsem to pri meni, je tako, da si nekako avtor ne izbira tem. Tisti avtor, ki ne piše za denar, ki ne ponavlja nekih modelov, nekih uspešnih trikov, da se to prodaja, ki ne piše za zabavo in razvedrivo, ampak raziskuje, se poglablja, potaplja v jezik. Tisti pač avtor dobi neko temo kot zahtevo. Najkrat se pojavi pred tabo, ne veš kako, zakaj, kako, najkrat neka tema. Že Goethe je rekel, teme je dal Bog, avtorji je samo, kako jih zapišejo. Bi Slovenci lahko vzeli to zgodbo oziroma ta mit, to knjigo, kot bi se jo zavedali kot neke dediščine? Ja, zdaj jaz ne kako bo to sprejeto v slovenskem prostoru, koliko hodim zdaj predvsem v Sloveniji, je izziv je dober, bom rekel. Zdaj, koliko pa se bo možno posameznim bralcem s tem kakorkoli identificirati, kakorkoli vstopiti v ta duhovni prostor, je pa seveda vprašanje. Kaj pišete trenutno? No, trenutno imam malo težavo, ker začenjam pisati ta roman o 7. stoletju. Nam 7. stoletje za zgodovinarje zelo tako temna lisa, ker je namreč tukaj so še ostanki rimskega imperija. Mislim, kristjani zgodnji so še. Potem se klatijo neka hunska plemena, potem udirajo germanska plemena, prihajajo Slovani. In nastaja zametek tega interaktivnega stika, ki ga pa danes želimo. To je interaktivni stik med največjimi evropskimi kulturami, v tem prostoru, torej germanski, romanski, ugrofinski in slovanski. Ta nastajanje tega stika, kar dela Slovence edinstvene v Evropi in zelo zanimive za velike narode, nas zelo spoštujejo zunaj, kar sami ne vemo, se ne zavedamo, ker enostavno skozi vse te turbulentna razmerja in te konflikte med temi 4 velikimi kulturami zmoremo ostati Slovenci, zmoremo ohranjati to neko svojo specifiko. Ja, tako na tak res prijeten način praznujemo Svetovni dan poezije na literarnem večeru, kjer smo pretežno govorili o epski pesnitvi. Prav je, da se vam zahvalimo, ste prišli v Brežice, prijetno je bilo klepetati z vami in vas poslušati. Veselimo se te vaše nove knjige, uspešno delo, pridite še ven. Ja, hvala tudi vam, da ste prišli. Hoče se pa še kaj videti.